Lepo pozdravljeni. 28. oktober je praznik občine Brežice, ki ga vsako leto obeležijo slavnostno sejo, na kateri se s priznanji in nagradami poklonijo zaslužnim občanom. Na predvečer občinskega praznika so se v viteški dvorani Brežiškega gradu zbrali občani in gosti ter nagrajenci, ki so v preteklem letu pustili pečat v življenju občine. Marjan Černe, Marjan Žibert in Anica Butkovič so prejemniki letošnjih oktobrskih nagrad. Slednja jo je prejela za izjemno delo na področju ohranjanja kulturne dediščine, turizma in izobraževanja. Takole, zdaj je to že malo za mano, ker to že vem, lep čas, bila sem pa presenečena, ampak bi se v tem trenutku zahvalila res vsem tistim, ki so prepoznali dejavnosti, ki sem jih opravljala in nekako to prenesli do tistih, ki odločajo o tem, tako da mi je bila danes veliko čast prejemti oktobrske nagrade. Ob tokratni slovesnosti so podelili tudi 3 priznanja občine Brežice, ki so jih prejeli Osnovna šola dr. Jožeta Toporišiča Dobova, podjetje Posavci in nogometni klub Brežice 1919. To pomeni priznanje za klub, namreč čez celo zgodovino, ko smo zdaj ugotavljali, kaj je to vse pomenilo, ko so te začetki 1919 v Vrbini, pa potem, bom rekel, pred drugo svetovno vojno, pa potem ta razvoj do današnjih 100 let, smo videli, da je bilo mnogo sponov, mnogo padcev. Tako da to je na nek način tak dober občutek, da delaš z mladimi, da delaš družbeno aktivno, da dejansko tekmuješ z drugimi okolji, da poskušaš dokazati, da si enak ali boljši od ostalih okolij, in to je tak nek izziv, pa hkrati 280 otrok, tak poseben dober občutek, da dejansko so otroci aktivni, ko jih vidimo danes na nogometnem igrišču ali ob njem, je res tak prijeten občutek delovati in biti aktiven v nogometnem klubu. Ob občinskem prazniku so se v Brežicah tudi ozrli na minulo leto in dogodke, projekte ter uspehe, ki so ga zaznamovali. Sigurno vsako povoljeno leto je po svoje zanimivo, treba je konstituirati vse službe na nek način oziroma odbore, podžupane, in za mene je zelo pomembno, da se je občinski svet odločil za nadaljnje delo in sodelovanje. V letošnjem letu je bilo treba zagotoviti sredstva za dokončanje nekaterih naložb, ki so se začele že v lanskem letu. Prav tako me pa seveda veseli, da smo v letošnjem letu kar nekaj dodatnih dokumentacij za naprej naredili, tako imamo gradbeno dovoljenje za dograditev šole v Artičah in pa za vrtec v Osnovni šoli Dobova. Pripravlja se dokumentacija za kolesarske steze Brežice Čatež in pa Brežice Dobova. Prav tako seveda se nadaljuje z obnovo starega brežiškega mostu. Molan ob tem še dodaja, da se občina razvija tudi na gospodarskem področju. Moram reči, da je za nas letošnje leto izjemno leto, kajti to, da dobiš investicijo državnega pomena, strateškega TPV-ja, ki se je odločil, da bo v občini Brežice gradil novo tovarno, je sigurno nekako praktično kroma vsega dogajanja, ki se dogaja pri nas, in prepričan sem, da tudi to, da se na gospodarskem nivoju začelo razvijati, je plod dolgoletnih prizadevanj, predvsem od umeščanja industrijskih obrtnih con in pa seveda tudi ostale prostorske politike, in to je tudi eden večji dosežkov. Proračun za naslednje leto sicer še ni sprejet, a Molan predvideva, da bo ta približno takšen, kot je letošnji. Seveda treba povedati, da stroški občin se močno povišujejo, predvsem s tem, ko nam država z raznimi kolektivnimi pogodbami in ostalimi stvarmi dviguje stroške, tako da kljub temu, da se proračun vsako leto malo večji, ostane manj za investicije, vendar ne glede na to, jaz mislim, da občini Brežice smo v preteklosti uspeli pridobiti tudi marsikakšne lastna sredstva, od nuklearne rente do turistične takse, do koncem tudi koncesnine, od hidroelektrarn in pa še kar nekaj lastnih prihodkov, tako da še vedno, kljub temu, da občinam se v tem času oziroma zadnjih let ne godi najboljše, občini Brežice imamo neko osnovo, da lahko gradimo naprej. In da gradijo tudi mostove povezovanja, kot so na slavnostni seji večkrat poudarili. Definitivno pa tu občina, jaz mislim, da zelo na takem
prostoru, kjer je pomembno sodelovanje, se moramo sodelovati najprej znotraj občine, potem znotraj regije Posavje, tudi kot 67 km meje šengenske smo zelo vpeti z hrvaškimi občinami, pa tudi z celo Slovenije. Tako da definitivno naša želja je sodelovanje. Glede na to pa, da mi smo ena od redkih občin, ki dobivamo direkt projekte odobrene tudi na Evropski komisiji, je pa potrebno to sodelovanje mostove še širiti, tako od bivših Jugoslavije do konca zdaj smo imeli projekt z Nizozemsko, z Irsko, s Finsko, Francijo, tako da praktično občina Brežice postaja en mal center sodelovanja praktično cele Evrope. Svetnice in svetniki občinskega sveta občine Krško so na četrtkovi redni seji med drugim sprejeli osnutek proračunov za leti 2020 in 2021. Več v prispevku. Po sprejetih osnutkih proračuna za naslednji 2 leti naj bi za leto 2020 na prihodkovni strani proračun znašal 39,2 milijona evrov, na odhodkovni pa 41,5 milijona. V letu 2021 je na prihodkovni ravni predvidenih 39,9 milijona evrov ter 40,2 milijona evrov na odhodkovni strani. Moram reči, da smo imeli pri sestavi teh proračunov kar velike težave, kajti želje in potrebe različnih, bom rekel, najprej oddelkov, seveda pa potem tudi krajanov so zelo obsežne, tako da nam je v proračunu za leto 20 manjkalo 10 milijonov evrov, medtem ko za proračun leta 21 pa celih 11 milijonov evrov. Vendar pa smo proračun nekako uspeli uskladiti in sicer za leto 20 na prihodkovni ravni približno 39 milijonov, no in za leto 21 tudi nekaj takega oziroma blizu 40 milijonov, medtem ko so za leto 20 odhodki večji za približno 2 milijona in približno izenačeni za leto 21. Oba osnutka sta precej investicijsko naravnana, saj je v letu 2020 za naložbe predvidenih 17 milijonov evrov, v letu 2021 pa dobrih 16 milijonov. V načrtu je nekaj večjih investicij. Torej projektov, ki so pomembni in nam pomenijo pravzaprav precejšen odhodek iz našega proračuna, sta seveda projekt nove knjižnice, ki je iz predvidenih 5,5, pravzaprav nekje okrog 5 milijonov evrov narastel na 7,3 milijona evrov, kar pomeni kar precejšno povečanje, seveda dodatno obremenitev proračuna. Po drugi strani pa imamo kot večji projekt tudi izgradnjo vrtca na Senovem, ki bo znašal nekje 3,2 milijona evrov. Tako da te dva projekta sta že kar precejšna. Moram pa posebej omeniti tudi, da predvidevamo seveda še vedno precejšno vlagati v cestno omrežje v višini cirka 9 milijonov evrov. Moram reči, da sam proračun je uravnotežen, vendar so pa nekateri projekti, ki, bom rekel, vladajoča SLS izpostavlja v svojem programu, se premikajo v prihodnost, naprimer bazen, določene ceste niso dane noter projektno oziroma prioritetno, da bi jih bilo že danes mogoče urediti, so pa določeni novi projekti, bom rekel, izpostava novega peš mostu, ki ga pa mislim, da trenutno samo mestno Krško ne potrebuje in da so druge prioritete. In kako je z zadolževanjem? Za leto 2021 občina predvideva zadolžitev v višini 2 milijonov evrov. Poleg tega se vsako leto zadolžuje še pri državni zakladnici za višino sredstev, ki jih omogoča 23. člen zakona o financiranju občin. Gre za povratna sredstva, ki pa niso obrestovana in tudi ne sodijo v kvoto zadolževanja, a jih bo kljub temu treba vrniti. V koncu leta 2020 predvidevamo, da bo naš dolg znašal še malo pod 10 milijoni evrov. Če pa upoštevamo zraven še zadolževanje pri državni zakladnici, pa je seveda to nekaj več kot 11 milijonov evrov v kumulativi. Podobna slika je pa potem v letu 2021, kjer pa je seveda treba upoštevati tudi ta 2 milijona evrov dodatnih zadolžitev, tako da bo naša zadolžitev približno 12 milijonov evrov po letu 2021. Kot je poudaril župan, imajo svetniki do 6. novembra še čas za pripravo pripomb in predlogov na osnutek proračunov za naslednji 2 leti. Knjižnica Sevnica v letošnjem letu praznuje 60-letnico delovanja, ki jo obeležujejo s številnimi prireditvami in dejavnostmi. Poleg osrednje prireditve, ki je potekala v začetku meseca, so odprli prvo knjigobežnico v sevniški občini, pripravljajo tudi tematske razstave in različna sodelovanja s šolami in z društvi.
Več o knjižnici Sevnica nekoč in danes pa v naslednjih minutah. Začetki knjižnice Sevnica segajo 60 let nazaj, ko je občinska skupščina Sevnica ustanovila občinsko ljudsko knjižnico. Ja, tako, res je dejansko 60 let od papirja, ki je bil osnova za ustanovitev knjižnice. Vejo mi poveda, da je knjižnica delovala že leta 1945, dejansko je bila pa osnova v taboru slovenskem, ki je bil v Sevnici zelo dejaven, in čitalnica. Od takrat do današnjih dni se je knjižnica večkrat selila, saj se je vse skozi spopadala s prostorsko stisko. Zadnja selitev je bila pa leta 2007 v te sedanje lepe primerne prostore iz prejšnjih 300 na zdajšnjih dobrih 1000 kvadratov, tako da kar pogoji za delo so lepi. V knjižnici Sevnica, ki zaposluje 9 oseb, zbirajo, obdelujejo, hranijo in izposojajo raznovrstno knjižnično gradivo. Konec leta 2018 smo imeli 86 000 enot gradiva, približno 54 000 obiskovalcev je obiskalo naših uradno 74 dogodkov, jih je pa tudi bilo še kaj več, vsakega niti ne zabeležimo. Potem 109 000 enot izposojenega gradiva, pa okrog 3000 članov plus minus vsako leto beležimo v naših vrstah. Anica Šiško ob tem dodaja, da sevniška knjižnica namenja veliko pozornosti spodbujanju kulture branja in ohranjanju kulturne dediščine sevniške občine. Pri nas so edina stalnica spremembe, bi se reklo, ne. Se mogoče včasih, ne vem, bilo branje nekje bolj v zavesti, bolj tudi v teh klasičnem pomenu knjige, zdaj so že e-knjige, delno, niso zdaj to zelo, tako se ni razvilo, kot se je pričakovalo. Je pa tudi to en od segmentov, se pravi, informacijska tehnologija prinaša svoje. Sicer pa moram reči, da mi v naši knjižnici delamo na tem res razvijanju bralne kulture od najmlajših do najstarejših, z raznimi projekti bralnimi značkami za mlajše, za odrasle, bralni krožek, skupen posavski projekt. Skratka, res se trudimo za branje in tistega, ko ga dobimo od malih nog svoje vrste, nam potem sledi tudi čez vsa obdobja. Branje promovirajo na različne načine, tudi s knjigobežnico, ki so jo nedavno odprli pred občinsko stavbo v Sevnici. Šiškova je napovedala tudi prihod potujoče knjižnice, bibliobusa. To pa je res eden večjih projektov, ki bo povezala Posavje in približala gradivo tudi dejansko odročnejšim krajem, ki težje ljudje pridejo do nas. Ob jubileju so pripravili več dogodkov, s katerimi so želeli svojo res pestro dejavnost, ki pa še zdaleč ni zgolj izposoja knjig, približati čim širšemu krogu uporabnikov. Letos smo se odločili in pripravili brezplačni vpis, malo drugače, kar 60 dni, se pravi 2 meseca, in zelo lepo sprejet pri naših uporabnikih, so presenečeni. Potem 4. oktobra smo pa praznovali spet malo drugače, 60 let, in sicer smo izvedli koncert Ditke Čepin in pogovor z literatom Ferjem Lajškom. To je bil tak lep večer za dušo in srce. V sklopu praznovanja se je sicer v preteklih tednih in mesecih zvrstilo več dogodkov, od tematskih razstav do sodelovanj s šolami in z društvi. V nadaljevanju sledi nekaj kratkih vesti iz Posavja. Nuklearna elektrarna Krško je v septembru proizvedla nekaj manj kot 514 000 megavatnih ur bruto električne energije na izhodu generatorja oziroma je oddala v elektroenergetsko omrežje 488 000 megavatnih ur električne energije. V tem mesecu je bila proizvodnja za 0,4% manjša od načrtovane, ki je bila 490 000 megavatnih ur. Reka Sava se je zaradi delovanja nuklearne elektrarne Krško v septembru segrevala povprečno za 2,5 in največ za 3 od dovoljenih 3 stopinj Celzija. V tem mesecu so sicer uskladiščili 9,984 kubičnega metra nizko in srednje radioaktivnih odpadkov. Občina Krško je v okviru vseslovenskega natečaja Planetu Zemlja prijazna občina zmagala v kategoriji občin z letnim proračunom med 30 in 50 milijoni evrov za svoje delo v smeri zagotavljanja kakovostnega in zdravega okolja. Nagrado je na osrednji prireditvi sejma Narava zdravje na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani prevzela Stanislava Vodeb z oddelka za urejanje prostora in varstvo okolja. V petek so v Pišecah uspešno zaključili 20. mednarodni UNESCO tabor z naslovom 20 let tkemo niti za toplo stran srca. Dopoldne so poleg šole posadili drevo prijateljstva, se fotografirali z dronom, odigrali igro nogometa, nato pa se preselili v dom Pišece, kjer so uživali v muzikalu.
Za konec so podelili priznanja vsem sodelujočim šolam, mentorjem in posameznikom, ki so veliko pripomogli k izvedbi še enega tabora v Pišecah. V večnamenski športni dvorani Brežice je potekalo IBFF svetovno prvenstvo v fitnessu in bodybuildingu, na katerem so si obiskovalci lahko ogledali okoli 250 nastopov v 25 različnih kategorijah. Brežice so tekmovanje gostile že drugo leto zapored, v največjem številu pa so tokrat v Posavje prispele ekipe iz Poljske in Južnoafriške republike. Na Mostecu je potekal 50. mednarodni kajakaški maraton Brežice-Zagreb v dolžini dobrih 30 kilometrov. Športnega dogodka, ki velja za enega izmed najstarejših kajakaških maratonov v tem delu Evrope in ki so ga prvič izvedli davnega 1930. leta, se je udeležilo preko 100 športnih navdušencev iz Slovenije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine ter Srbije. Drugi teden v oktobru se je futsal ekipa športno-turističnega društva Tonfa udeležila 37. svetovnega policijskega turnirja v futsalu, ki je potekal na Nizozemskem. Turnir, na katerem v zadnjih letih lahko igrajo vsi javni uslužbenci, je največji tovrstni turnir na svetu. Ekipa iz Brežic, ki jo sestavljajo policisti policijske postaje Brežice, se je turnirja udeležila že 6. vendar prvič v kategoriji nad 35 let. Bliža se dan spomina na mrtve, ko se z obiskom grobov, s cvetjem in prižiganjem sveč spomnimo na najbližje, ki niso več med nami. A kar je danes izraz spomina, se že jutri sprevrže v velik okoljski problem. V Sloveniji namreč letno porabimo 15 milijonov nagrobnih sveč, kar nas umešča na vrh evropskih držav po porabi sveč na prebivalca. Količine odpadkov z grobov lahko zmanjšamo tako, da prižgemo svečko manj, ali pa se odločimo za uporabo ekološko prijaznejših alternativ. Ena od teh je lesena svečka. Ob bližajočem se prazniku dneva spomina na mrtve je treba pomisliti tudi na posledice, ki jih veliko število prižganih in nato zavrženih nagrobnih sveč povzroča okolju. Odpadne sveče so sistemsko velik problem. Zato smo tudi mi šli v eno akcijo zmanjšanju odpadnih sveč. Predvsem je problem, da v Sloveniji še sam sistem ni popolno zaživel, vse zadeve postopno urejujejo, vendar moramo povedati, če nastane v Sloveniji okrog 15 milijonov sveč in smo eni izmed največjih proizvajalcev sveč oziroma porabnikov sveč v Evropi, potem to nastane problem. Letna poraba sveč se je sicer v zadnjih letih nekoliko zmanjšala, a jih še vedno med odpadki konča na tone. Vendar na podjetju se trudimo, da vse sveče redno oddajamo prevzemnikom in pa grejo potem v predelavo v sklopu shem. Ker smo Slovenci v svetovnem vrhu po porabi sveč na prebivalca, smo se odločili, da v sodelovanju z zavodom KNOF ponudimo možnost uporabe odgovornih sveč, ki so okolju bolj prijazne, hkrati pa k pobudi dodajamo tudi dobrodelno noto. Za vsako svečko lahko namenite prostovoljni prispevek, ki ga bodo v letošnjem letu v celoti darovali Osnovni šoli dr. Mihajla Rostoharja Krško. Svečke lahko pridobite v pisarni pogrebne službe na družbi Kostak, v stari šoli na tržnici Videm in pa na postavljeni stojnici pred novim vhodom na pokopališče Krško in sicer v četrtek 31. oktobra od 10. do 17. ure. Ob bližajočem se 1. novembru je na pokopališčih povečan obisk, zato na Kostaku, ki upravlja s 13 pokopališči v občinah Krško in Kostanjevica na Krki, pozivajo obiskovalce k spoštovanju pravil ločevanja odpadkov. Na vseh pokopališčih imamo nameščene ekološke otoke in prosimo uporabnike, da vse odpadke, ki nastanejo na pokopališčih, tudi v te ekološke otoke odvržejo. Prosimo pa, da odpadke, ki niso z pokopališč, ne odmetujete na ekoloških otokih iz pokopališč, ampak da jih odmetujete na drugih ekoloških otokih, ki so namenjene za občane. Družba Kostak poleg pokopališke dejavnosti izvaja tudi pogrebno dejavnost in dejavnost 24-urne dežurne službe. Ta dejavnost 24-urne dežurne službe je nova dejavnost v skladu novo zakonodajo. In vse pokojnike v celotni občini Krško mora prevzeti podjetje Kostak. Glede pogreba je pa potem odločitev vsakega posameznika. Vendar pa podjetje Kostak nudi tudi dobro storitev, ali pa odlično storitev pogrebne dejavnosti. Tako da vsi svojci se lahko obrnejo na podjetje Kostak in podjetje Kostak bo za njih organiziralo pogrebno svečanost na najvišjem nivoju.
Pogrebno dejavnost izvajajo na vseh pokopališčih v občini Krško. Zdaj pa na grad Reichenburg, kjer so nedavno odprli razstavo Sodobni tržaški umetniki. V skupini osebnih razstav v enem prostoru se predstavljajo najvidnejši tržaški umetniki slovenskega rodu, pokojna kiparka Bogomila Doljak, ob njej pa slikarji Jasna Merku, Sandi Renko, Desiderij Švara in Franko Vekjet. V pritličju okroglega stolpa in v veliki dvorani gradu Reichenburg so na ogled dela 5 tržaških umetnikov, ki jih je povezal kurator Denis Vovk. Z deli se predstavljajo Bogomila Doljak, pokojna kiparka, katere dela so razstavljena v pritličju okroglega stolpa. Tu v veliki dvorani so pa slikarji Jasna Merku, Desiderij Švara, Sandi Renko in pa Franko Vekjet. Vsi umetniki in kurator so člani kulturnega društva Kons iz Trsta, ki povezuje umetnike v zamejstvu in ki je želelo aktivnost svojih članov predstaviti tudi v matični domovini. Ta predstavitev oziroma ta dela, ki so tu razstavljena, so bila izbrana za te prostore in seveda tudi sama zasnova postavitve, ki sta jo zasnovala Sandi Renko in pa kurator Denis Vovk, je res načrtovana tudi z mislijo na te naše prostore. Za njimi je več desetletij ustvarjanja, vsak od njih ima prepoznaven umetniški opus, ki je, čeprav so uveljavljeni v italijanskem ali mednarodnem likovnem prostoru, v Sloveniji manj poznan. Pomembno je to, da dobivamo s to razstavo en vpogled v likovno ustvarjanje danes v zamejskem prostoru in pa seveda gre za umetnike, ki so ves čas aktivni v tem prostoru. Svojo izobrazbo so pridobivali na italijanskih likovnih akademijah, deloma pa tudi že v slovenskem prostoru ali so pa nadgrajevali v enem ali v drugem prostoru in tako pač dobimo vpogled v ta prostor Trsta in njegove okolice in pa seveda tudi v prostor, kjer živijo tudi Slovenci, ki so pač pomemben del te skupnosti. Glavna skupna značilnost vseh udeleženih umetnikov je, da raziskujejo različne materiale in izrazne možnosti, ki jih ti ponujajo, pri tem pa posegajo v prostor, v občutek prostora ali v predmet v prostoru. Če se ozremo po prostoru, vidimo, da gre za zelo različna likovna dela. Pri Jasni Merku gre za likovna dela manjših formatov, gre za kolaže, dela tudi na ročno izdelanem papirju. Potem popolnoma slikarski je Desiderij Švara, kjer se srečamo z olji na platnu in motivno se pa povezuje izrazito s tem mediteranskim miljejem. Sandi Renko raziskuje osnovne like in s pomočjo valovite podlage in črt na njenih valovih dosega optične učinke, ki vplivajo na občutek prostora. Zelo zanimiva je tudi sama izvedba njegovih likovnih del. Gre za eno posebno tehniko, ko na te gube kartona, valovite lepenke, nanaša z suhimi barvicami barvo, tako da slike se tudi spreminjajo. Ko se mi pomikamo po prostoru, nas te njegove geometrijski liki spremljajo in se barvno tudi prelivajo. Franko Vekjet je v slovenskem prostoru od omenjenih umetnikov verjetno najbolj poznan. Ga poznamo tudi z drugih razstavišč, on je tudi grafik in mogoče se v teh delih, ki so izbrana za ta prostor, malce pa vseeno vidi tudi njegov, bom rekla, grafični opus. Gre pa tudi za dela, ki so izvedena z eno posebno tehniko kolažiranja. V prostor okroglega stolpa segajo sloke elegantne skulpture Bogomile Doljak s tematiko tržaškega krasa. Kjer se pa tudi potem v motivih kažejo vse te posebnosti mediteranskega prostora, od ljudi, krašev, ki imamo recimo, bazoviške matere, do potem nekih drugih motivov, od kruha, pa potem rastlinski motivi se pojavljajo v njenih delih in pa seveda barke in jadrnice, ki jih boste takoj prepoznali, ko boste vstopili v prostor. Razstava je na ogled do 19. aprila 2020.
Nadaljujemo v Brežicah, kjer so v okviru 40-letnice tamkajšnjega doma upokojencev na ogled postavili razstavo ročnih del članic ročnodelske delavnice. Aktivne članice krožka ročnih del doma upokojencev Brežice so v sklopu 40-letnice doma pripravile razstavo ročnih del. Ta delavnica ročnih del poteka predvsem zato, da si pokrajšamo čas. Naš cilj ni, da naredimo nek izdelek do konca, ampak da se res kvalitetno podružimo, da se imamo luštno, srečujemo se vsak dan dopoldan, od tam nekoliko, pol 10 do 12. Gospe se dnevno srečujejo v kreativni skupini, nekatere delajo tudi v svojih sobah. Svoje izdelke rade predstavijo javnosti, tokrat pa so na ogled postavile zares širok nabor. Od vezenih prtičkov, voščilnic, pletenih nogavic, šalov in kapic, do gobelinov in vzglavnikov z različnimi motivi. Slednje izdelujejo iz volne. A vidite, takole jih postavim po barvah. Pa včasih so lepe barve, včasih so manj lepe, včasih imam tudi modro, zdaj modra je vsaka drugačna, pa nisem imela 3. Pa sem rekla, iz tega barve jaz nekaj dela. Zdaj pa, ko je to gotov, ki je sestavljen, pa šivam na uno stran tako tesno, da ne bi vata ven prišla. Razstavljeni izdelki, ki predstavljajo zakladnico preteklih časov, so zahtevali veliko spretnosti, natančnosti, dobre volje in časa. A veste kaj, jaz sem en človek, ki nikoli v življenju ne vem, kaj je dolg čas. In sem skozi v službi delala in tako še danes delam, skozi delam. Naše stanovalke zelo radi delajo, res uživajo, polne so idej in meni kot mentorici skoraj nič ne ostane za delati, ker res same idejo dajo in tudi dokončajo izdelke, tako da res minimalno našo pomoč potrebujejo, da se taki izdelki, ki so danes tukaj na razstavi, res lahko predstavijo. In vsako leto najdemo nekaj novega, no. Gre sicer za tradicionalno razstavo ročnih del. Tako tradicionalno je že odkar dom, praktično 40 let je vsako leto razstava. Za te občinske dneve, ki so, pa potem zdaj, pa, ko smo pa tukaj, pa pripravljamo še za novo leto, pa za Božič, hkrati pa potem še za Veliko noč. Tako da imamo 3 velike razstave na leto. V mesecu oktobru pa se vsako leto predstavijo kot gostje na sejmu rokodelskih znanj v Brežicah. Za konec poglejmo še na splet. To so najbolj brane novice minulega tedna na spletnem portalu eposavje.com. Spoštovani gledalci in gledalke, to je vse, kar smo za vas pripravili ta teden. Vabljeni k ogledu Posavskega tednika tudi prihodnji torek. Do takrat pa hvala za pozornost in nasvidenje.